Pozdravljeni! V današnjem ekonomskem kotičku smo pripravili nekaj enostavnih nasvetov, kako lahko prihranimo pri električni energiji in s tem zmanjšamo račun za elektriko. Če se ozremo po stanovanju ali hiši, vidimo, da smo obkroženi z najrazličnejšimi gospodinjskimi aparati, brez katerih si življenja ne moremo več predstavljati. Vendar pa so ti naši gospodinjski aparati lahko zelo potratni pri porabi elektrike. Za prihranek pri porabi električne energije so pogosto dovolj že manjši ukrepi, pri katerih ni potrebnih nobenih finančnih vlaganj, kot je na primer ugašanje luči, ki jih ne potrebujemo, ali pa izklop naprav iz stanja pripravljenosti po uporabi. Nekateri ukrepi vključujejo manjši vložek, kot na primer menjava klasičnih žarnic z varčnimi žarnicami ali pa premišljen nakup z izbiro energetsko varčnih gospodinjskih aparatov razreda A plus ali A plus plus. Več posameznih prihrankov povečuje skupni prihranjeni znesek. Koliko lahko prihrani posamezno gospodinjstvo, je seveda odvisno od mnogih dejavnikov. Upoštevati je potrebno velikost gospodinjstva, vrsto opreme, število in starost gospodinjskih aparatov in podobno. Pa pojdimo po vrsti. Najlažje boste prihranili z lučmi. Kadar niste v prostoru, luči ugašajte. Kar najpogosteje uporabljajte naravno svetlobo, ki ne vpliva pozitivno le na manjšo porabo elektrike, ampak tudi na naše oči. Skrajni čas je, da običajne žarnice zamenjate z varčnimi. A trajajo dlje in za enako svetlobo porabijo do 75% manj energije kot običajne. Če elektronskih naprav, kot so računalnik, televizor, radio in tako naprej, ne nameravate dolgo uporabljati, jih nikar ne puščajte v stanju pripravljenosti, ampak jih popolnoma izklopite. Polnilce za telefon in fotoaparate izklopite iz omrežja, ko so naprave napolnjene. Pralni in sušilni stroj uporabljajte v času nižjih tarif, to pomeni uporaba v večernih urah ali med vikendom. Porabo elektrike lahko zmanjšate tudi tako, da pri pranju uporabite program pranja z nižjo temperaturo. Pazite tudi, da v boben pralnega stroja ne vstavite preveliko ali premajhno količino perila. Če kupujete nov stroj, se odločite za pralni stroj energetskega razreda A plus ali A plus plus, ki porabi za približno četrtino električne energije manj. Energijska nalepka je obvezna oprema vsakega gospodinjskega aparata. Z energijskimi razredi od A do G označuje energijsko učinkovitost posameznega aparata. Razred A označuje energijsko najučinkovitejšo napravo, razred G pa energijsko najmanj učinkovito. Z manjšimi spremembami pri kuhanju lahko učinkovito zmanjšate porabo električne energije in privarčujete. Če kuhalno ploščo zamenjate z indukcijsko, lahko prihranite več kot 20% elektrike pri vsakem kuhanju. Kuhajte vedno s pokrovko na loncu. Pazite, da se premer posode in kuhalne plošče popolnoma stikata in ujemata.
Veliko lahko prihranite tudi pri hladilniku in zmrzovalniku. Prenatrpan hladilnik zavira obtok hladnega zraka in zato porabi več elektrike, če želi obdržati temperaturo, ki je nastavljena. Redno čiščenje ledilnih oblog v zamrzovalni skrinji lahko prihrani tudi do 30% energije. Saj več kot imate teh oblog, težji zmrzovalnik ohranja nizko temperaturo. V hladilnik ali zamrzovalnik ne postavljajte toplih stvari, prav tako vrat ne puščajte dolgo odprtih. Z vsemi naštetimi ukrepi lahko v gospodinjstvu zmanjšate porabo električne energije za 30% in s tem seveda tudi privarčujete pri vsakomesečnem plačevanju položnic za elektriko. Hvala za pozornost. Glejte nas ponovno 18. marca, ko bomo poiskali najcenejšega mobilnega operaterja v Sloveniji. Nasvidenje.